Pozdravljeni. Danes, ko vsi iščemo pravilne odgovore na marsikatera vprašanja, na marsikaterih področjih, se mi zdi pametno preveriti, kateri odgovor bi bil v večini primerov, če ne že v vsakem primeru, najbolj pravilen. Dajmo si to pogledati na enostavnem primeru oziroma vprašanju. In sicer, če se vprašamo, koliko je 1 plus 1. Matematiki bi najbrž rekli, 1 plus 1 je seveda 2. Kaj pa, če to ni najbolj pravilen odgovor? Kaj se zgodi, če vprašamo otroka, ko še ne ve šteti, koliko je 1 plus 1? Odgovoril nam bo: ne vem. Ravno ta odgovor iščemo in to je edini pravilen odgovor na katerokoli vprašanje si zastavljamo. Zakaj? Če pogledamo na primer, če se vrnemo na primer, 1 plus 1 je enako 2. Ja, odvisno. Če vlečemo vrv in imamo 2 človeka, se vprašamo, koliko je 1 plus 1. Ja, 2 človeka je sigurno 2. Kaj pa, če en od teh človekov vleče nasprotno, ja, pol je pa odgovor 0, ker ostanemo na mestu. Še en primer. Imamo enega mehanika, ki popravlja avto, in seveda če je mehanik v redu, če je spodoben, zverziran, je 1 enako 1. Torej, en mehanik je 1. Če temu mehaniku dodamo še enega, vendar je ta tudi zverziran in vajen ekipnega dela, je 1 plus 1, ker si pomagata, enako 3. Torej več kot 2. Zakaj je to pomembno? Da je odgovor ne vem. Ker ko si na vprašanje odgovorimo vsaj na začetku z besedo ne vem, z priznanjem, da ne vemo pravega odgovora, ostanemo odprti za vse možne odgovore, ki lahko pridejo do nas iz vseh možnih smeri in predvsem, če že ne ta trenutek, pa v katerem koli naslednjem. In tako se vedno bolj približamo resnici. Če si zapomnimo in zavedamo in priznamo, da je pravilen odgovor ne vem. Po drugi strani, tudi če smo zelo prepričani v nek odgovor in rečemo ja, tisti avto je tak, on je tak, ta človek je tak, tisto je tako, ono je tako, kaj se zgodi? Začrtamo se, najprej na eni strani, pol na drugi, na še eni in še na zadnji, kar nas privede do neke omejenosti. Stopimo v kvadratek razmišljanja in sčasoma ne vemo
več izstopiti iz tega kvadratka. Ta kvadratek postane naša ograja in na nek način zaprtost, v kateri se znajdemo brez, da bi se zavedali, da smo v njej. Tako da predlagam, da tudi, če imamo pravilen odgovor na dlani, v odgovoru, v katerega verjamemo, še vedno v ozadju je dobro premlevati odgovor ne vem, ker nas bo to pripeljalo iz tiste ograde, kvadratka, ven, na nekaj širšega, na nekaj večjega in popolnejšega. In to v resnici iščemo. Ne iščemo zaprtosti, temveč odprtost. Želimo ostati odprti, tako da bodimo pozorni, da vedno ohranjamo tisto radovednost, tisti zlati ne vem, ker nas tisto vedno pelje na neko širšo, višje spoznanje o sebi. Hvala.